No, zdaj smo pa še pa do trenutka, o katerem smo govorili že v bistvu skoraj da cel dan. Danes imamo pri nas dva gosta, ki sta dokaz, da slovenska glasba nima meja. Prihajata iz sončne Kalifornije, iz blizu mesta San Diego in sta člana prav posebnega trija harmonikaš Derijan Oliveres. Zase pravi, da je po rodu Mehičan, po državljanstvu Američan, po duši pa Slovenec, no skupaj z njim pa je danes tudi Oton Pavlič, ki se je iz Slovenije preselil v Združene države Amerike in tam našel, bomo temu rekli, glasbeno sorodno dušo. Derijan in Oton, dobrodošla. Živijo. Hvala, živijo. Zdaj, Oton, ti boš meni malo pomagal, ker Derijan večinoma govori angleško in pa, če sem prav slišal, tudi zelo dobro nemško. Ti pa boš za nas malo tole prevajal, pomagal Derijanu v angleščino, prav? Zmenen. Odlično, odlično. Pa če gremo najprej glih ravno k tem besedam. Derijan, katere slovenske besede, recimo, si se že naučil, glede na to, da ti je slovenska glasba, bomo temu rekli, blizu? Aaron, what Slovenian words do you know? Dober dan, dober večer, dolina, gore, planine, glasbeni, begunje, begunčica. Bravo, čestitke, odlično. Super ti gre tale slovenščina, moram reči, da če bi slišal samo te besede, bi sigurno mislil, da si Slovenec. Sej, nekaj tazga si tudi meni zgodil, mislim, ker sem ga jaz prvič spoznal, ker to je pa tudi zanimiva štorija. No, z ženo sva živela v San Diego, so se preselila v ZDA. No, in sva šla en dan tako v eno mejhno mestece, ki se reče Julian, tako kakšno uro v hribe, malo nalepš. Tam so znani po jabolčnih pitah in sva šla pač na nedeljski izlet. Dobro. In jaz stopam ven iz avta in slišam harmoniko. Nekdo špila harmoniko in ne sem pač tako frajtonarco Avsenika. Prepoznal sem komad, mislim, da je bil na avtocesti. No, in mislim, jaz sem bil ful vesel, končno, Slovence sem najdel, evo, to je to. Pridem mislim, sledim zvoku, vidim njega, kako špila, ima 4-vrstno frajtonarco, zupan. Wow. Sem mislil, Avstric. Zaradi 4-vrstne. Ja. Grem do njega, probam po slovensk, nič, probam po nemški, no, nemški je nekaj znov, ampak se jih malo izkazali, da ni pač... Da ni iz Avstrije, tako kot je bilo najprej. Tako, ja. No in pol ni bilo šans, da ne bi kontaktu ostala. Zdaj, je pa še bolj zanimiva zgodba, kako je pa on glih takrat slučajno bil v tem mestu. Avto mi je crknil. Torej zaradi pokvarjenega vozila sta se srečala, vi ste šli na izlet, Oton, Derijanu se je pa pokvaril avto in je pač tam kaj čakal na... Je čakal, harmoniko je imel v prtljažniku in je pač pilil. Odlično, ja, bravo. Taka filmska oziroma, taka filmska zgodba srečanja za to, da ste se našla prav vidva, očitno ljubitelja slovenske glasbe. Če ste prepoznal slovensko glasbo, potem jo pomeni, da jo tudi poslušate. Ja, seveda. Imate tudi glasbene korenine? Ja, mislim, oba moja starša sta. Moja mama je bila pevka pri ansamblih, pri Melosu, pri Petru Finku. Moj oče je tudi špil klarinet pri Glasu Slovenije. Tako da, ja, pač jaz sem skozi odraščal s to glasbo. Tudi sam sem šel glasbeno šolo z bariton, delno tudi z namenom, da špilu pri kakšnem ansamblu, pa to zdaj življenjska pota se pač malo drugače obrnejo, pa na koncu sem v Ameriki pristal, ampak... Ja, ampak z ansamblom, če sem prav prebral, ne? Tako, trio. ja. Derijan, vi in še nekdo skupaj tvorite trio. Tako, Derijan seveda na harmoniki, jaz na baritonu, no, kitarist nam je pa malo manjkal in sem jaz mojega sodelavca, ki je sicer Američan, Chris. Sem ga pač nahecal, da sem ga par akordov naučil na kitaro, pa kako se to malo špila, pa špilamo. Bravo, čestitke in kapo dole za tole. Vprašanje za Derijana, kakšen je bil občutek prvič prijeti harmoniko v roke? So what was it like having the accordion in your hands for the first time? It was something incredible. It was just a dream come true. Yeah, because I've always wanted to play the harmonica since I was 11. So, and I got my first harmonica when I was in 2021. I worked and saved up for it, and then after that, a year later, I met this guy, and then the rest is history. Yeah. Okay. Ja, da malo prevedem, pač, da je res imel občutek, da so se mu uresničile sanje, ker on je to si želel, mislim, on je to glasbo odkril, ko je bil mehen, ko je bil 11 let star.
ko so mu starši kupili prvi računalnik in je šel na internet in tako je odkril pač narodno zabavno glasbo in postal ljubitelj in si je želel, da nekoč bo pa tudi on imel tako harmoniko in tako špilov. In je tudi svojo prvo službo dobil prav z namenom, da si prešpara za harmoniko. Če se ne motim, naročil na spletu in to. Tako. In to prav tole harmoniko, ne? Ne, tole nažalost pač ni ta njegova zupan harmonika, ki jo je prek spleta naročil, tole imamo sposojeno. Zaradi tega, ker bi bilo iz Amerike sem pripeljati cela kolobojca. Tako, mnogo je bilo strah z avioni, pa to, da se ne bi kaj poškodovali, ker je res ta harmonika pač verjeten njegova najbolj dragocena zadeva, ki jo ima. Tako, ta harmonika verjetno nima svoje cene. Ne? Mogoče še vprašanje, če se slučajno Derijan spomni, katera je bila prva skladba, ki jo je slišal narodno zabavna? So, what was the first Oberkreiner song that you heard? I think it was a song called... It was a song by... which one was it? It was a long time ago. I think it was Na Auto Cesti. I think it was off that autobahn. I saw it on YouTube. That was the first Ausnik video I ever heard. And when I saw that, I was like, yeah, that's fantastic. To je ta prva skladba, ki jo je slišal, misli, da je Avsenikova Na avtocesti, če se pravilno spomne. Kako pa se učiš potem? Učitelja verjetno v Ameriki ni. Lahko jaz za njega odgovorim, da ne bomo preveč prevajali. Njegov prvi učitelj je bil en gospod iz slovenske skupnosti v Južni Kaliforniji, sicer Američan, pač že nekaj generacij. Pač tudi sam ni sicer bil učitelj, ampak je igral harmoniko in mu je pač pokazal par zadev. Potem med covidom so se zadeve seveda zakomplicirale. Ker ne mu uspel harmoniko kupiti šele relativno pred kratkim. Tako da med covidom je pa začel pol se prek interneta učiti z enim gospodom, ki je precej znan harmonikaš v Ameriki, Alex Meixner. Odlično. Torej tako bomo rekli, od začetka tradicionalen pristop. Ne? Jaz znam in pokažem nekomu drugemu. Odlično. Prej ste omenili Na avtocesti, zdaj pa, a bi mi lahko to veseljaki slišali? Ja, probali bomo. Malo smo v krnini zasedbi, brez baritona, brez na kitari, ki ni moj primaren inštrument, ampak probali bomo. Odlično. Jaz mislim, da smo vsi veseljaki za, tukaj se je izbrala cela družina, tako da, if you're ready, can you play for us? Torej, Avsenik in pa Na avtocesti, torej v bistvu nekak prva skladba, ki je prva skladba, ki jo je Derijan slišal, če se ne motim, in se zaljubil. Tako da, ko boste pripravljena, izvolite. Ja.
Hvala lepa. Odlično, odlično, bravo, bravo, čudovito, čudovito, čudovito. Kapo dol obema, tale izvedba je bila meni ena izmed najboljših, ker je imela tako dobro energijo, bom rekel, čustva in noter v harmoniki, prav z nasmeškom, tako da Derijan, čestitke, čestitke, Hvala lepa, čestitke. hvala lepa. Če se ne motim, ne, zdaj Derijan zna tudi zapet po slovensko, ne? Zna, pač tako fonetično, ampak presenetljivo dobro bere slovenščino. Sem glih pravil anekdoto, včeraj sva se vozila v avtu, nekaj ga je zanimalo od beneških fantov in Wikipedija stran samo v slovenščini. On je meni bral, jaz sem vozil, on je meni bral Wikipedijo v slovenščini, jaz sem mu pa nazaj prevajal. Aha, torej, zna brati, ampak ne razume pa še čisto vse besedne. Odlično. Ampak zdaj, ko smo omenili tisto petje, prej se v bistvu pravilno, da ste se pohvalili, oziroma se Derijan pohvalil, da zna zapet eno tako pravo Avsenikovo, tisto, ki zna skoraj da vsak Slovenc, če se ne motim, ne? Ja. Katero? Jaz sem pa en Franc Košir. Tako. Derijan, bi lahko? Just a few lines. Jaz se pa in fransko širskem jih to doma, mesteh nima neč manir, slaba je ta. Bravo. Sem špacira po Ljubljan, s finčkamo gret. Bravo. Ja, ta prav Slovenc. Sem še na Triglav, pa je to. Ja. Zdaj sta v Sloveniji danes, v tem tednu od 8. če se ne motim, že okoli po Sloveniji. Tako, par dni sva še po Avstriji malo prevozila, v München sva letela, tako da naprej Avstrija, pa Južna Tirolska, pa teden pa pol Slovenije. Ja. To je pa to od ameriških dopustov, 2 tedna. Lepo. Kakšna je Slovenija? What do you think of Slovenija? If I have to rate it out of 10, from 1 to 10, I give it 100. Wow, če bi oceno od 1 do 10 bi dal oceno 100, tako da hvala lepa. Čim večkrat pridite nazaj, se boste ogledala tudi kakšen muzej Avsenikov? Seveda, to je bila ta prva zadeva, ki smo mogli gledati, ko smo v Slovenijo prišla, takoj v Begunje in v muzej. In kupiti poštecune. Tako, ker najljubši ansambl Derijana je pravno Avsenikov, ne? Seveda. Ansambl bratov Avsenik. Kaj ne rečem, tudi nastopala sta, ne? Že v Sloveniji? Ja, včeraj, zvečer v Srednji vasi v Bohinj. Jaz mislim, da smo rasturali. Ja. In tam sta nastopala tudi v Noši, ne? Ker če vsi tisti, ki nas gledate, oba dva sta prišla v Noši. Derijan, za tole Nošo je prav posebna zgodba v zadnju, če se ne motim, ne? Ja, mislim, on je pač v Ameriki se tega glih ne dobi, no, in on je kupil, kar je lahko. Irharce si kupil, klubuk je imel ni bil čisto prav, srajce tudi nekje dobu, Lajpča, tako da, ko sem jaz to videl, kako, mislim, sem mu zrihtu nošal. No. Tako. Se je trudil, ampak če se ne dobi, se pač nažalost ne dobi. Ja. In kakšen je bil občutek, Derijan, ko si prvič oblekel nošo? What did it feel like when you first wore the full outfit? Narodna noša? Yeah. It was the greatest feeling in the world because I honestly think this is the best traditional attire in the whole world. So it was an honor and it was a dream come true. Bravo. Prav, da je ponosen na to, da lahko nosi po njegovem mnenju najlepšo nošo na svetu in da se mu je zopet uresničile sanje in tako naprej. Če se vrnem nazaj k vašemu najljubšemu ansamblu, katera je pa najljubša skladba tega ansambla? What's your favorite Avsenik song? It's a song called Na krvavcu. Na krvavcu. Boste šla tudi na krvavec? Bova, nisva še šla, ampak bova probala, če bo cajt. Odlično. Hvala lepa obema, da sta prišla. Najlepša hvala obema, da širita to ljubezen do glasbe. Lahko rečemo, da je naša slovenska glasba tak univerzalni jezik tudi v Ameriki in da širita to našo tradicijo in pač našo narodno zabavno glasbo še naprej. Ja, hvala. Pa srečno pri igranju in poučevanju, mislim pri igranju in učenju novih skladb in pa srečno za triom. Ja, hvala lepa. Ko boste pa spet v Sloveniji, pa dobrodošla. Ja, seveda. Evo, sedaj pa ansambl bratov Avsenik in pa Na krvavcu, najljubša Derijanova skladba. Hvala lepa. Hvala vam.